Ekskobal, Nika, zdrava. Živja, pozdravljeni. Novo ime domače glasbene scene. Ja, tako. Lahko povem mogoče to, da sva dvojica zaenkrat. Začelo se vse, ko je začel mož eksperimentirati za željo po nekem novem soundu, nekaj, kar bi njemu ustrezalo. To je našel in potem je rabo zraven še en vokal. Tako da je potem valjda vprašal mene, bila sem takoj za stvar in potem sva razmišljala, kako ćva komad narediti. Najprej sva razmišljala celo, da bi zapeljala to z nekim angleškim besedilom, pa sva na koncu ugotovila, da nama to trenutno še najbolj ne sede in da se je lažje in bolje izražati v svojem jeziku. No. Tako da je potem mož napisal to, če besedilo, skratka v bistvu vse je pripravil sam. Malo sva skupaj sva še dodelala te detajle. In tako je v bistvu nastal prvi komad. In še ime Ekskobal in ne Eskobar. Ja, Ekskobal. Je pa tudi v bistvu zanimiva zgodba. Smo se en večer še s prijateljico čisto pogovarjali o teh prvih letih življenja in nam je Miha priznal, da se je prvo leto življenja pisal z mamičinim priimkom, se pravi Kobal. Prijateljica je pa želela, da mama nek ta svoj projekt in je potem v bistvu ona dala predlog, to bi bilo pa ful dobro, če bi se v bistvu imenovala kakor Ekskobal. In sva zagrabila, dobro se nam je slišalo in tukaj je. In kam vaju pelje glasbeno, v kakšne žanre? Trenutno je v bistvu moško raziskoval te svoje zvoke, sounde in vse to. Se je nekako odločil, da mu ta synth pop zadeva mu ful ustreza. Na podlagi tega so tudi naredila spot, mogoče tem malo kasneje. Je pa res, da trenutno, zaradi tega, ker sva novo pečena starša, sva se odločila, da zadevo peljeva še malo studijsko in pač v dvojici, ker je vseeno lažje handla te stvari, zdaj pač ustvarjava, ko ima več čas, seveda. Mogoče pa vseeno v prihodnosti odpreva možnost in vrata za širše sodelovanje in za igranje tudi v živo. Bela golobica pa je prva skladba, ki sta jo poslala med poslušalce. Tako, prva skladba. V bistvu je to bil možev prvi demo in mu je bilo zelo všeč in si je želel zraven še besedilo. Je pa tako, da itak piševa glasbo načeloma iz sebe in svojih zgodb. Tako da v tistem delu oziroma tistem času življenja, ko je ta skladba nastajala, sem bila jaz v neki taki situaciji, ko sem želela potem tudi dati na plano te stvari, te besede in je mož zelo dobro to ubesedil, uglasbil in tako je nastala najina Bela golobica. In kam želita poleteti? Trenutno na radijske valove. Ja, drugače pa če mogoče samo kakšno besedo o tej skladbi. V bistvu želiva, da vsak izmed nas poleti na to mesto, da sebe postavi na prvo mesto in da zna v življenju se postaviti zase in reči stop včasih v momentu, ko moramo nehati ljudem pomagati, takrat tudi, ko oni tega ne želijo več prijeti in s tem pa sebe postaviti na prvo mesto, da se ne izgubimo v težavah in problemih drugih. Že prej si omenila, da ima skladba tudi video podobo? Tako, ja. Želela sem potem tudi posneti video spot, normalno. Za prvi prven se spodobi tudi neka video oblika oziroma video zapis. Je pa res, da se pravi, tako kot glasbo ustvarjava sama, so tudi ta video spot posnela sama. Mož je tak zelo kreativen človek in se te stvari rad loti sam. Je pa tako, da sva želela biti midva v spotu, ampak nisva želela pokazati, kako izgleda in kdo zares se sva. Imela sva samo to začetno željo, da bi bile pravi neke silhuete. Mogla sva prilagoditi, se pravi, tudi snemanje temu, da imava majhnega dojenčka doma, se pravi tudi časovno, da nama ni vzelo preveč časa. Nisva pa imela še tiste čisto končne podobe, kako naj bi to izgledalo, tako da je potem mož to sproti malo prebaval, ampak želela pa sva in to mu je tudi uspelo, se pravi, da slika povzame nekako tudi kar glasba govori. Poslušalci si lahko video podobo gledajo na YouTubeu, skladbo bova sedaj poslala tudi v naša ušesa, zato Nika, spusti Belo golobico. Puščam Belo golobico in naj novi singel med vaše poslušalce in se najlepše zahvaljujem za to priložnost.